Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v novem Facebook pogovoru, prvemu v februarju. Z nami pa je eden izmed najbolj marljivih teniških delavcev, Luka Zalaznik. Luka, lep pozdrav. Lep pozdrav. V Ljubljani imaš seveda tudi teniško šolo, vendar pa danes se bova bolj pogovarjala o tvoji novi funkciji. Postal si namreč predsednik seniors organizacije, kaj ne? Ja, točno. Zakaj si se odločil za to funkcijo? Kaj misliš, da je potrebno popraviti na tem področju, torej na področju veteranov oziroma rekreativnih igralcev tenisa, če nekako dava kar vse skupaj? Ja, v prvi vrsti odločil sem se glede na vabilo, ki sem ga prejel s strani Tenis Slovenije. Zdaj, jaz sem zadnja leta kar dejaven na tem področju rekreativno-veteranskega tenisa. V Tenis klubu za šport organiziramo rekreativno ligo. Organizirali smo več rekreativnih in veteranskih tudi turnirjev, medtem tudi dva državna prvenstva, rekreativna in veteranska. In glede na prejeto vabilo se mi zdi prav, da sem se odzval, da nekako pripomorem, kar je le v moji moči, da se to področje seniors tenisa oziroma rekreativnega in veteranskega tenisa čim bolj izvaja v Sloveniji, ne. Bo v prihodnosti nekoliko kasneje, zdaj poveževa malce preteklost s prihodnostjo. Spomniš se verjetno, kako je bilo na tistih prvih turnirjih, ki si jih organiziral. Kaj pa nekaj let kasneje? Ta želja po tenisu je prisotna. Po nekaterih ocenah je med 20 in 30 tisoč rekreativnih in veteranskih igralk in igralcev tenisa. Te številke so fantastične. Tako da ja, že od samega začetka so te rekreativni turnirji bili organizirani z nekim veseljem, z neko dobro voljo, z dobro udeležbo, z prijetnim druženjem in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Ja, rekreativec oziroma veteran pa ni samo teniški igralec, ampak je tudi navijač, pa tisti, ki kupuje tudi opremo in nenazadnje tudi starš, ne. Tako da je ta segment verjetno zelo, zelo pomemben v sami teniški družini. Ja, zelo pomemben. Poleg vseh teh naštetih, ki podpirajo tenis, so tukaj tudi nekako odločevalci, decision makerji, ki ga tudi igrajo. In vsi te našteti lahko bistveno pripomorejo k neki podpori razvoju tenisa v Sloveniji, ne samo v rekreativnem smislu, predvsem tudi v tekmovalnem smislu mladih. Kakšne cilje si si morda zadal, kaj želiš izboljšati, kje vidiš morda svoje prednosti, da bo čez nekaj let ta rekreativni veteranski tenis še na višjem nivoju? Ja, zdaj cilji. Predvsem je treba poudariti, da rekreativni in veteranski tenis v Sloveniji odlično uspeva. To pomeni, da je organiziranih kar nekaj mednarodnih ITF turnirjev. Na tem mestu je treba dati tudi neko zahvalo vsem tem klubom in organizatorjem, ki organizirajo te turnirje. Vsa leta je tudi organizirana ekipna veteranska liga. Je pa res, da je vedno neka možnost in želja po napredku, po razvoju. Tako da v prvi vrsti si želimo ne spreminjati, ampak bistveno nadgraditi dosedanje aktivnosti, dosedanje dogodke, predvsem pa dodati eno večjo pozornost, ki si jo vse te igralke in igralci tudi konec koncev zaslužijo. Ja, morda nekaj si omenil to ligo. Kaj je tisto, kar morda najprej pride na vrsto? Prebral sem tvoj program, izvedba prvega ekipnega državnega prvenstva, pa nov sistem senior lige. Vem, da je to šele na začetku, pa vseeno, kaj te najbolj muči, kaj bi najraje čim prej popravil? Ja, spet malo se bi izognil besedi popravil. Jaz bi nekako željo imamo, da nadgradimo koncepte. Te idejni osnutki so že končani. Zdaj je na vrsti obravnava pri posvetovalni skupini seniors organizacije, da seveda z namenom, da
te nadgradnje, da so te nadgradnje pripravljene zelo odgovorno in da bo dosežen tudi cilj, da bo za igralke in igralce ter klube to predvsem zelo zanimivo in si želimo tudi priljubljeno v prihodnje, ne, te koncepti lige. Zdaj, kar se tiče ekipnega državnega prvenstva, prvega ekipnega državnega prvenstva, ki ga načrtujemo letos v začetku letne sezone, je pa predvsem botrovalo te odločitvi to, da je svetovno seniors oziroma rekreativno veteransko prvenstvo iz Floride zaradi koronavirusa prestavljeno v Umag. Umag je v naši neposredni bližini in s tem bo se povečala tudi možnost, da naše rekreativne igralke in igralci se udeležijo tega svetovnega prvenstva, tega dogodka, da imajo eno super druženje, eno pozitivno novo izkušnjo. In glede na to, da v kategorijah posamezno se igralke in igralci lahko prijavljajo samostojno na to svetovno prvenstvo, pri ekipni kategoriji mora pa to prijavo urediti Tenis Slovenija. In zaradi tega naj bi bilo organizirano to ekipno državno prvenstvo, ki bi bilo tudi namenjeno kvalifikacijam za svetovno prvenstvo v Umagu. Tako da je en tak zelo prijeten, zanimiv dogodek, neka novost na tem področju seniorsov. Takole čisto za konec, morda še nekaj o novem imenu. Prej je bila to veteranska organizacija, zdaj seniors organizacija. Zakaj sprememba? Ja, v glavnem ne gre samo za spremembo tega imena, predvsem gre, da smo nekako poenotili to ime, ki velja v tem mednarodnem teniškem prostoru. Obstajajo seniors turnirji, obstajajo seniors organizacije, tako da gre predvsem za poenotenje imena. Tukaj pa moram omeniti, da seniors in turnirji in organizacije so sestavljene iz 3 sklopov. To pomeni Young Seniors od 30 do 45 leta, kategorije sledijo na 5 let, Seniors od 45 do 60 leta starosti in Super Seniors od 65 leta starosti naprej. Zdaj, glede novosti, ki si mi jih malo prej vprašal, bi nekako omenil še to, da načrtujemo letos organizirati tudi Seniors Masters turnir. Masters turnir je nek zaključek, na katerega se uvrstijo najboljše igralke in igralci, ki so sodelovali na mednarodnih ITF turnirjih in na domačih seniors turnirjih. Tu pa bi še omenil, da če se ne motim, je bila danes uradno objavljena iz Tenis Slovenije UTR lestvica, ki bo bistveno na vseh nivojih in vseh področjih olajšala izvedbo tudi tovrstnih tekmovanj, tako da bi v tej priložnosti tudi pohvalil delo Tenis Slovenije, da je ta UTR lestvica zaživela. Hvala lepa, želim ti uspešno delo in verjamem, da ga ne bo zmanjkalo. Hvala, da si bil naš gost v Facebook pogovoru. Hvala za vabilo in za pogovor. Lep pozdrav.